Danes med nami je Bojana Pustinek, nekdo, ki se je že večkrat in to zelo odločno postavil na stran naših otrok in učiteljev. Bojana, prosim. Ja, dober dan Slovenija, dober dan Trg Republike. Danes bom govorila predvsem kot učiteljica in kot predstavnik vseh zaposlenih v vzgoji in izobraževanju. Nikoli si nisem mislila, da bom na tem trgu tukaj govorila tudi odraslim. O življenju, o naši državi, o naših pravicah, o otroštvu in o mladosti, kakršno smo vsi mi ali večina od nas spoznali. Kot učiteljica, ki sem bila več kot 15 let zaposlena v Centru šolskih in obšolskih dejavnosti in tukaj na tem trgu vašim otrokom govorila o našem hramu demokracije, o tem, kdo se tukaj nahaja, da imamo tukaj 90 poslancev, ki so predstavniki vseh nas, državljanov Republike Slovenije, in da so ti kipci tamle goli zato, ker v naši ustavi piše, da smo pred zakonom vsi enaki. Potem me je pot zanesla v šolo in lahko sem se soočila, prej sem srečevala otroke iz cele Slovenije in pravzaprav je to na nek način sreča, da sem lahko spoznala čudovite učitelje in učence iz cele Slovenije. In povem vam, v Sloveniji je veliko učiteljev, ki to počnemo s srcem. Čeprav se ne sliši glas vseh, nisem sama, nisva z učiteljico Renato sami. Drugače pa veste, sem tista učiteljica, o kateri govori cela Slovenija, da je proti cepljenju. Komaj se je začelo šolsko leto in že smo zaposleni v vzgoji in izobraževanju, predvsem učitelji, celi, utrujeni, izčrpani, psihično in že tudi fizično, resnično izmozgani od številnih odlokov, uredb, ukazov, okrožnic, ki nas omejujejo, ki nam nalagajo dežuranja, zaradi katerih moramo tekati iz razreda v razred, ker učenci pač ne smejo se premikati po šoli. Šola še vedno, tako kot lani, ostaja poligon, kjer se obvladuje celo Slovenijo. Ali ste se kdaj vprašali, zakaj je ravno v šolah takšen teror oziroma nadzor? Da ne bomo uporabljali besede teror, ker bodo novinarji to uporabili proti meni. Mimogrede, prej sem videla novinarja Planet TV, preden je govornik pred mano začel govoriti o testih, da sta odšla. Se pravi, novinarji, vsi novinarji, bom rekla, uradni mediji naše države, starčo ste dokazali, da Slovenija ne dovoli in ne prenese drugega mnenja. Zato smo se zbrali danes tukaj. Z učiteljico Renato sodelujeva, kot je rekla, že več kot leto dni. Ko sem jaz lani maja slišala za učitelje, za zelo pogumne učitelje, ki so si upali spisati manifest za normalizacijo vzgoje in izobraževanja, sem bila v mesecu juniju zelo, bom rekla, srečna in hvaležna, da sem imela možnost poznati Renato. Skupaj sva krenili v boj in vedno več nas je učiteljev, ki smo se povezali in združili v raznih civilnih iniciativah in kot veste, nazadnje tudi v sindikatu zaposleni v vzgoji in izobraževanju. Zelo zanimivo je tudi to, kako napadajo, sicer ne samo učitelje, ampak ja, vse v Sloveniji, ki govorimo drugače. Zdaj pa seveda najbolj trenutno ravno učitelje oziroma vse se začenja z učitelji. Tako, veste, kaj se je dovolila ena, bom rekla, medijska hiša, napisala o meni, kaj vse sem in kaj vse nisem, samo zato, ker se borim za naše, vaše in moje otroke. Včeraj zjutraj sem morala ob 7 priti na delovno mesto, da so me pod nadzorom testirali. Zdravo so me testirali, ker sicer bom izgubila službo. To velja za vse učitelje v Sloveniji. Neskončno sem žalostna, da smo prišli do tiste točke,
ko se človek oglasi in spregovori resnico, ostane brez dela. Po časopisih je polno naslovov, kot je: trmaste učitelje bomo ukrotili, nasilnega učitelja je, ne vem kaj že, zaprla policija oziroma bo ukrotila policija in tako dalje. Ne vem, ali vidimo, kam nas pelje, kam gre naša država. Jaz sicer že iz svojih lastnih izkušenj vem pred korono, kakšen je pravni red naše države. Kot učitelj zgodovine in sociologije si drznem povedati na osnovi svojih lastnih izkušenj, da že od samega začetka Slovenija oziroma v Sloveniji ni demokracije oziroma nismo enaki pred zakonom. Pa veste zakaj? Zato, ker če nimate denarja, da boste plačali odvetnike, takse in sodne izvedence, katerih cena je postavljena strani države in je od 1000 do 3000 evrov, pozabite na svojo pravico in resnico. Jaz sem si za danes pripravila govor, ki je verjetno bil zastavljen malo drugače, ampak ne morem brati, govorim pač tisto, kar čutim in nosim v srcu in kar si želim predati Sloveniji. In to je: ne dovolimo si, da nas delijo. Ne očitamo drug drugemu, kaj smo in kaj nismo. Ali ni bilo dovolj, da že 80 let se delimo na bele in rdeče? Ali ni dovolj teh delitev in je skrajni čas, da Slovenija res začne živeti svoje sanje, ki so se začele tukaj na tem trgu? Želimo državo, ki bo delala za ljudi, za delavce, za otroke, za naše mlade. Da bo denar, ki se steka v proračun, zdaj trenutno in prvo šel najprej za pomoč našim otrokom. Polni oddelki pedopsihiatrije, neskončne čakalne dobe, vsak 4. študent ima samomorilne misli. Mnogi so že to poskušali izvesti. Ljudje, odločevalci in vsi, vprašam vas, če nam je res mar za otroke, zakaj tega denarja, ki gre za teste in brezplačna cepiva, ne damo mladim? In za konec še to. Danes po svetu poteka Mednarodni dan za svobodo. In tale prireditev je v okviru tega dogodka, ki se dogaja po svetu. Večkrat nam radi rečejo: pa kaj si vi mislite? Pa kaj mislite, da se to dogaja samo v Sloveniji? To nam je rekel tudi naš predsednik države, ko smo ga obiskali iniciative. Pa smo mu rekli: ali veste, da so po celem svetu ljudje in stroka, ki temu nasprotujejo oziroma ki imajo drugo mnenje? Naj živi drugo mnenje.